vsi v dvorani prav lepo pozdravljeni. Ampak ne moremo začeti, če ni na odru pevcev. Zato vabim najprej pevce moškega pevskega zbora, da zasedajo svoj prostor, za njimi pa tudi pevke ženskega pevskega zbora. Praznik je, ko ljudje proslavljajo dolgoletno medsebojno druženje. Praznik je kot oaza na dolgi življenjski poti in pretrga nam enolično vsakdanjost. Praznik je vedno tam, kjer se zberajo ljudje, ki jih druži prijateljstvo in dobra volja. Tam je vse pristno, prisrčno, preprosto in spontano. Takšen praznik je danes za Društvo upokojencev Velenje, ker pod njegovim okriljem delujeta kar dva pevska zbora. Eden že 60 let, drugi pa 40 let. In zdaj boste slišali... kako skupaj zvenijo stoletniki. In kaj je lahko bolj primerno za začetek praznovanja kot slavospev naši lepi domovini Sloveniji. Lepo, da
In na odru bo ostal cvet deklet, ki pojejo že 40 let. Zbor je bil ustanovljen na pobudo članic društva. Najprej ga je vodil gospod Izidor Florjan, nato pa kar 25 let gospa Vida Lesnika Poludnik. Leta 2007 je taktirko prevzela profesorica Manja Gošnik-Volk. Zbor vsa leta nastopa na državnih revijah društva upokojencev, pripravlja samostojne koncerte, kar nekaj let je sodeloval na mednarodni reviji pevskih zborov na Madžarskem. Zbor vsa leta tudi obiskuje domove za starejše, sodeluje na reviji Pozdrav pomladi, na revijah pevskih zborov Šaleške pokrajinske zveze, na festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Zbor je tudi dobitnik številnih priznanj in plaket. Pesem je Pesem je, če skozi meglo pogleda sonce in te poljubi. Pesem je, če vidiš zvezdo, ko se utrne. Pesem je, če najdeš biser v školjki. Pesem je morje, je vino, so vesele oči. Pesem je hrup, je sol in solza na licu. Pesem je nasmeh, je poljub. Pesem je srce, če ga imaš. Najdober bo ta dan, najdober
Razpeto med bliščem dveh gradov se razteza moje in vaše mesto, Velenje. Njegove ulice so precej drugačne od ulic drugih evropskih mest. Ne zaudarjajo po smeteh, ne po kanalizaciji, ne po pritajenem nasilju. Moje mesto, kraj, kjer sem doma, ima pridih varnega pristana reke, ki ga razdvaja. In če tudi nas kdaj daleč v svet odpelje pot, se radi vračamo domov, da pogledamo domače zvezdno nebo in se spomnimo svoje prve ljubezni.
Koželjski pevski zbor proslavlja. Če bi znali na svet gledati z otroškimi očmi in z očmi mladine, bi videli, kako je lep. Mladi nimajo polnih žepov denarja, imajo pa srce polno ljubezni in brezplačni nasmeh za vsakogar. Zavedajo se, da ni pomembno, kaj imaš v žepu, ampak kaj nosiš v svojem srcu.
so si med tem časom spočili glasove, pa jih vabim spet na oder. Sreča je biti v prijetni družbi prijateljev. To pravijo člani moškega pevskega zbora. Zbor je bil ustanovljen leta 1962. V tem času so prepeli na stotine različnih pesmi in s tem marsikatero tudi iztrgali pozabi. Pevci so prihajali in odhajali, a neizmerna volja in veselje je zboru dajala moč in zagon, da lahko danes ponosni slavijo 60 let. Pod vodstvom zborovodkinje profesorice Metke Smirnov se lahko pohvalijo, da so bili v letu 2014 na tekmovanju, ki je potekalo v okviru Nedeljskega dnevnika in na pobudo Zveze društev upokojencev Slovenije, izbrani za najboljši upokojenski zbor v Sloveniji. V zadnjih letih je zbor velikokrat popestril dneve stanovalcev v različnih domovih za ostarele, prepevali so na reviji pevskih zborov Pozdrav pomladi. Vsako leto pojejo tudi na Graški gori ob 1. maju. Danes žal njihove zborovodkinje ni zaradi bolezni, zato je tudi njihovo taktirko prevzela profesorica Manja Gošnik-Volk. In ker je danes dober dan, da si naredimo dober dan, pa začnimo z njihovo pesmijo.
silno šel, a delo ni ostalo, je name počakalo. Zdaj naredil bom tako, kot pred penzijo je bilo. Malo še počakajte, da nimam časa še.
od prevelike žalosti naj bo. Mene pa srce boli od prevelike žalosti naj bo. Si druga fanta zdrava je, naj bo. Dekle me pustila je, si druga fanta zdrava je, naj bo. Bo jutro s soncem nasmejano, bo z mehkim perjem nam poslano, bodo novi časi zlati. Zlati bodo, če si vino sami pozlatimo, s poštenim delom in dobroto in z nasmehom vdihnemo lepoto, z veselo pesmijo toplino, takšnih zlatih časov si želimo. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje leven na plan, na vrh plani, la 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 la, hribi dol, na okol, svet je melodij, tukaj si brez skrbi, tukaj naš je svet. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje leven na plan, na vrh plani. Pod nebom čisto jasno, tam se duh telo krepi. Naravo krasno, tam obraz se nam zvedri. Na planine vejo želje, na planinah je veselje, tu se razjasni oko, gori uživa se nebo, gori uživa se nebo. Hribih se dela dan, hribih žari, bratje leven na plan, na vrh plani, hribih dol, na okol, cvetje melodij, tukaj si brez skrbi, tukaj naš je svet. Hribih se dela dan, hribih žari, bratje leven na plan, na vrh plani, na vrh plani. Da je rataba nerina, da je rataba nerina, la 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 li la la, da je rataba nerina. Da je kurpale visoka, da je kurpale visoka.
visoka, la la la, lila la, da je porpale visoka. Kohor na varni, prideva, kohor na varni, prideva, la la la, lila la, kohor na varni, prideva. Tamo se pogledava, tamo se pogledava, la la la, lila la, tamo se pogledava, pomota mrtvo gledava i Pisem domača se bolj porito zemi. Zakaj se mi večkrat moj sin samo zasmeji? Za ti domače moja, ta za ti si leti. Potem se zazimi, kakor da mnoge je sram. Pesmi domačih ti jaz jih ne zadivam. A rad mi povedal vse, enkrat sem skupaj na glas. Pesmi prelepih kurnik se skriva del nas. O moj duh še pev slovenske pesmi, se bo
smo si pa sami malo zakomplicirali življenje, ampak vi v dvorani ste strpni in boste nekaj minut počakali, da dvignemo platno, razmaknemo zavese, odstranimo praktikable, da lahko pride folklorna skupina Oštarija iz Bočne. Pajek splete mrežo, ptica gnezdo, človek pa prijateljstvo. In kje lahko splete največ prijateljstva? Med druženji seveda. Med druženji s plesom in pesmijo. Tako deluje člani folklorne skupine Oštarija iz Bočne. Chlipček bom kupil, bom prsec sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. Sladkovince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje živeni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. A gori za hramom en trsek stoji, je z grozdjem obložen, da komaj drži. Sladkovince biti, to me veseli, dobre volje biti svoje živeni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ker vince veljajo, ker močno sladko. Sladkovince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje živeni, brez vse skrbi, to me srčno veseli.
ošterijo pride, očita lepo pozdravi. 6 let se me možili, jebijo ste zapili, jaz pa v Boga, ker nimam še moža. Želja je večna, je hišica nesrečna, kjer je pijanček gospodar. Sin ošterijo pride, očita lepo pozdravi. Konjičke ste prodali, za sladkovince dali, zdaj boste orali s podganami doma. Želja je večna, je hišica nesrečna, kjer je pijanček gospodar. Pa žena ošterijo pride, žal lepo pozdravi. Brava ti pijana, večerja je neslana, jaz pa sirota, ker nimam več soli. Želja je večna, je hišica nesrečna, kjer je pijanček gospodar. Želja je večna, je hišica nesrečna, kjer je pijanček gospodar.
Vita Vera in Janez Oštir iz Velenja. Za glasbeni del Alenka Kralj iz Ljubnega ob Savinji. Oblačila pa je oblikovala Alanka Holešek, prav tako Velenčanka. Z aplavzom ste nagradili njihov nastop, jaz pa mislim, da zaslužijo še en velik aplavz, ker jih ni izdala kondicija. V življenju je navadno tako, da so ljudje za pridno delo in sodelovanje nagrajeni. Tako bo tudi danes. Zato vabim gospo Nino Mavec-Krenker, vodjo Javnega sklada za kulturne dejavnosti območja izpostave Velenje, da podeli Galusove značke in priznanja. Spoštovane pevke ženskega pevskega zbora, spoštovani pevci moškega pevskega zbora Društva upokojencev Velenje, spoštovani zborovodkinji Manja Gošnik-Volk in Metka Smirnov, cenjeni gostje. Danes praznujemo dve obletnici. 40 let delovanja ženskega in 60 let delovanja moškega pevskega zbora Društva upokojencev Velenje. Skupaj jih štejeta 100. Let namreč. 60 kot tudi 40 let delovanja zbora je dolga doba. V ta čas je vtkanih nešteto drobnih, lepih trenutkov, srečnih spominov, nekaj verjetno tudi žalostnih. Vsako leto se vam pridruži nekaj novih pevcev, nekaj jih žal zavedno tudi odide. Vaše petje je zaznamovalo proslave, jubileje, rojstva in smrti. Z društvom ste delili srečo, veselje, ponos in žalost. Danes je v Velenju praznik petja in priložnost, da se posameznikom, ki svoj prosti čas že vrsto let namenjajo zborovskemu petju, zahvalimo s podelitvijo Galusovih značk. Bronaste, srebrne in zlate značke, tako so se odločili pevci, bodo posamezniki prejeli na interni prireditvi posameznega zbora. Vendar pa je prav, da jih spoznamo. Prosim, pevce, da izdajo, da pridejo na oder. Vsi. Galusove značke prejmejo Irena Friškovec, Milan Jerič, Anka Post, Anka Krajc, Sila Kuzman, Marija Vešler, Milan Nežak,
Tatjana Pirc, Mojka Sler, Zdenka Podlav. Srebrne Galusove značke prejmejo Tatjana Drev, Peter Kavšek, Slavka Roškir, Marija Petrej, Milena Preda, Irena Zamer. Zlate Galusove značke prejmejo Helena Cafuta, Marjan Korpi, Jože Lenart, Janez Roškir. Častne značke pa bo gospa Mina Mavec-Krenker podelila. Slavko Ahac, Adolf Klis, Vlado Kompan, Franz Kugler, Anton Beža, Bože Beža, Franz Obu, Cveto Resnik, Metka Smirnov, ki je žal tudi odsotna, Simeona Strahovnik, Franz Šilc, Stane Verdel. Skozi vsa leta delovanja sta oba zbora vplivala tudi na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Zato po odločitvi direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti oba zbora prejmeta zlato jubilejno priznanje. Prosim predsednica ženskega pevskega zbora, gospod Marijo Petrej, in predsednika moškega pevskega zbora, gospoda Franca Šilca, da pozdravljata priznanje. Iskrene čestitke vsem in še veliko ohranjenega petja in lepega druženja vam še. Zdaj pa k pozdravni besedi vabim predsednika Društva upokojencev Velenje, gospoda Franca Vedenika. Preživeli smo en čudovit večer. In spoštovani vsi zbrani, lep pozdrav vsem skupaj v imenu upravnega odbora Društva upokojencev Velenje. Prav prisrčno pa velja pozdrav gospe Darinki Mravlja, podžupanje Mestne občine Velenje, in gospe Veri Pečnik, podpredsednici ZDUS, ki sa svojo prisotnostjo dali današnji slovesnosti še posebno pridih. Med nami je pa tudi cenjen gost, direktor hotela Delfin Izola, gospod Miloš Milosavljević. Tudi vam prisotno. Danes je za člane Društva upokojencev Velenje pravi kulturni praznik. Kajti oba naša pevska zbora, ki sta nam na velik ponos, praznujeta častitljiva jubileja. Veseli me pa eno dejstvo, da v Društvu upokojencev Velenje, ki doživlja preporod, ki izredno širi paleto svojih dejavnosti in s tem omogočamo aktivno vključevanje naših članov v vse te aktivnosti, kulturi posvečamo vse več pozornosti, smo jih našli pravo mesto. Kultura pomaga razvijati ustvarjalnost, inovativnost, sodelovanje, zato mora v društvu predstavljati eno od bolj ustvarjalnih dejavnosti. Prepričan sem, da bi bilo društvo brez delovanja na kulturnem področju, društvo brez prave vsebine, duhovno izpraznjeno, pusto in vsebinsko revno. Kultura je tista, ki ima v življenju vseh nas pomembno vlogo, saj nam razširja obzorje in odpira poti do novih spoznanj. Zato bomo v društvu kulturi v prihodnje namenjali še več pozornosti in poskušali spodbujati in ohranjati tiste oblike delovanja, ki so značilne za slovenski narod in nekje pritičajo naši generaciji upokojencev. Ta področja so književnost, glasba, predvsem ljudska, likovno ustvarjanje, kulinarika, ljudski običaj in šege, ples, rokodelstvo in lahko bi še našteval. Na vseh teh področjih delujejo naši člani
Vodstvo mora sedaj najti načine in oblike, kako vse te dejavnosti čim bolj približati članstvo in kot drugo, omogočiti članom, da se lahko predstavljajo svojim sočlanom, kakor tudi širšemu auditoriju. In že sedaj namenim še nekaj besed našim današnjim proslavljacem, proslavnikam. Pravijo, da kdor poje, ne misli slabo. In spoštovane pevke, spoštovani pevci, to velja tudi za vas. Zato, da vztrajate skupaj že vrsto let, pomeni, da vas družijo močni vezi in ljubezen do petja, ljubezen do druženja, do tega, da dajete del sebe na vsem, ki vas poslušamo in spremljamo že vsa leta. Iskrena vam hvala in čestitke ob vašem jubileju. Čestitke veljajo tudi vsem današnjim prejemnikom priznanj. Verjamem, da bodo petje in prijateljske vezi med vami trajale še veliko let. Predvsem pa vam želim, da bi vam služilo zdravje, ter da bi vam še dolgo služili glasovi. Seveda bi se zahvalil rad tudi obema zborovodkinjima, gospe Mani Vošnik-Vovk in gospe Petri Smirnov, za njun prispevek na področju zborovskega petja. V veliko čast in pa zadovoljstvo pa mi je, da lahko obema zboroma na današnjem jubilejnem koncertu podelim priznanja za dolgoletno delovanje in poustvarjanje zborovskega petja, še posebej slovenske pesmi. Zato vabim na oder tudi podpredsednica ZDUS-a gospa Pečnik, da skupaj popraviva to dolžnost, namreč oba zbora prejmeta poleg društvenega priznanja tudi priznanja ZDUS za dolgoletno delovanje. Jaz sem obljubila, da bom tiho, tudi vašo predsednico, ampak po tako lepo večeru bi tako rekla, dragi predsednik, spoštovani in dragi vsi upokojenci, vsi gostje, da ne govorim o nastopajočih, iskrene čestitke v imenu Zveze društva upokojencev Slovenije, prinašam res, povedala bom, kako je, tebi predsednik, pa lepo prosim, drži naprej, te ljubiti so vedni zlata. Hvala vam. Še povedala, upam, da se vidimo, ko bo praznovanje 120 let.
Pozdravljeni desetnik, povabila še podžupanjo gospod Elenko Mravljak. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav v imenu župana Mestne občine Velenje in seveda tudi v mojem imenu vsem vam, drage obiskovalke in obiskovalci, ki ste prišli poslušati to čudovito slovensko pesem. Hkrati pozdravljam seveda vse nastopajoče jubilante, članice ženskega pevskega zbora in pa člane moškega pevskega zbora Društva upokojencev Velenje ter cenjenega predsednika Društva upokojencev Velenje, gospoda Vedenika Franca z soprogo in pa ostale cenjene goste. Ker naša lokalna skupnost, mi smo pravzaprav raznolika druščina, pa vendarle skrbimo za slovensko pesem. Skrbimo, da naš jezik ne zamre, da se prenaša iz roda v rod. Zato podpiramo zlasti kulturo, ki je prva bila, je in tudi bo ohranila naš slovenski narod. Majhni smo, skomaj za kakšno mesto, pa vendarle skozi stoletja smo znali ohraniti svoj jezik. Tako dolgo, dokler nismo prišli do svoje domovine, do svoje države. In jaz sem prepričana, da vprašanje v pesmi bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, ni več vprašanje. To je dejstvo. To dejstvo je pravzaprav potrjeno že z današnjim nastopom mlade in starejše generacije. Tako je prav, tako se dela. In Društvo upokojencev Velenje že vrsto let skrbi za to, da starejši prenašajo kulturo na mlajše. In prepričana sem, da Slovenci z svojim čudovitim jezikom, z edinstveno dvojino ne bomo izumrli. Pred nekaj dnevi sem poslušala oddajo, pravzaprav se je nanašala na neko drugo prireditev, evrovizijski nastop. Vsi so bili v tem studiu enotnega mnenja, da je prav, da našo domovino, našo državo Slovenijo zastopajo v slovenskem jeziku. Hkrati pa je bilo vprašanje in velika bojazen, kaj bo prinesla globalizacija. V poslovnem svetu se tako ali tako pogovarjamo že vsi v angleškem jeziku. Ali bomo dovolili, da narod, pa mnogi večji narodi od naših, prenašamo našo kulturo v tujem jeziku, v angleškem jeziku. Nič nimam proti, prav je, da ga znamo, ampak svojo kulturo izražajmo v svojem jeziku. Da ne bom predolga, ker govori so vedno predolgi, bi še enkrat iskreno čestitala vsem nastopajočim in se v imenu lokalne skupnosti zahvalila, da ne samo, da imajo glas, ki ga pridobijo z rojstvom, ki ga podedujejo, tega je treba negovati, tega je treba šolati, da imajo čas toliko let, da so vztrajni, da ne zamujajo vaj, ker če bi zamujali, danes ne bi bili tako ubrani. Hvala še enkrat, ker negujete našo kulturo. Hvala, ker še enkrat, ker negujete naš jezik. Sem izredna ljubiteljica slovenskega jezika, zato ker sem Slovenka. In hvala vam vsem, ki dajete podporo in možnost, da delujejo. Tudi mi v lokalni skupnosti, v Mestni občini Velenje, vas bomo še naprej podpirali. Hvala lepa.
Zdaj bi se še pa jaz rad zahvalil dvema osebama, ki sta zelo veliko doprinesla in temu naslovu in obstanku zboru. Najprej bi se zahvalil gospe Manji, da je v času, ko je naša pevovodkinja zbolela, tako da ni mogla niti nas voditi na vajah, niti voditi na naslovu, je vskočila in se res potrudila in kripotila z nami. To je bilo vse nekaj novega, tako za njo kot za nas. In bi se prosil, če pride ven. Druga oseba je pa tamle v sredini zbora Špital Ciril. To je oseba, to je tisti, ki za našim zborom nastopa že več kot 50 let. Njegov oče je začel prepevati v tem zboru. Ki ga je kot mladeniča pripeljal v zbor, je rekel, ti šel z mano pev, kljub temu, da še nisem upokojenec. Pa je zdržal skoraj 60 let. Tako, hvala Ciril. No, zdaj sem dobil še en pušec. Ta bo pa še enkrat za pevovodkinjo. Tako. V imenu ženskega pevskega zbora in vseh nas tukaj, ki smo danes. Najlepša hvala. V življenju si moramo vzeti čas zase in za prijatelje. Preživljati ga moramo s pozitivnimi ljudmi in pozitivnimi stvarmi. Vsakemu dnevu moramo dati možnost, da postane naš najboljši. Mi smo danes poskušali vsem narediti takšen dan. Za konec vam bomo združeni zapeli še večjih narodnih in veseli bomo, če ga boste peli z nami. In mi imamo še eno pevko, ki se danes zelo slabo počutila in ni mogla peti z nami. Ampak mislim, da Venček bo pa uspela. Zdenka Blidik. Lahko jaz povabim še folkloriste zraven, po mojem, pa lahko malo zapeli tudi z nami. Dobro? Pridite od Šarija Mroja.
dela, tudi greši. In tako smo pomotoma, takrat, ko nam je igrali na citre, spustili gospod Urško Vedenik. Prosim, da pride povedce. In še tistemu, ki je člane folklore tako lepo naučil plesati, Janezu Štirbu. In pa seveda ne smemo pozabiti našega harmonikaša, gospoda Ervina.
obiskovalci, ker za lepe želje. Če ne bi bilo danes tudi našega koncerta ne bi bilo takih koncertov, kot je bil. Zato se ti najlepše zahvaljujemo za vse, kar si naredila, da se naše večerje bilo tako, kot smo se dobro. Za lepe želje, lepe misli, ni nikoli prepozno, vam za leto 2023 želim, čisto po slovensko, da bi bili navihani kot kekec, da bi bili poskočni kot brincelj, modri kot kosobrin, pogumnejši od rožleta, prijaznejši od bedanca, da bi v pravih trenutkih spregledali, tako kot Mojca, in predvsem, da ne bi pozabili, da je svet poln lepih rožic tete Pihte. Pa lahko noč. Najboljša muzika na poti spremljala. Vse tako gremo.